Letos mineva 100 let od začetka Prve svetovne vojne, znane tudi kot Velika vojna. To je bila prva globalna vojna, ki se je začela 28. julija 1914 in je trajala do 11. novembra 1918. Konec 19. in začetek 20. stoletja so Balkan pretresale vojne, nemiri, politična nestabilnost in tuja okupacija. Vzpon Srbije kot nove balkanske velesile je povzročil močna trenja med Srbijo in Avstro-Ogrsko, ki je imela Balkan za svoje interesno območje. Po več desetletjih političnih nasprotij in sovražnosti je do ključnega dogodka prišlo 28. junija 1914 v Sarajevu, ko je pripadnik organizacije Mlada Bosna, Gavrilo Princip, ubil avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Sofijo. Atentat je pretresel Avstro-Ogrsko, Evropo in svet ter povzročil politično in diplomatsko krizo. Avstro-Ogrska je zoper Srbijo, domnevno organizatorko napada, zahtevala povračilne ukrepe, pri tem pa jo je brezpogojno podprla Nemčija. Sledil je avstro-ogrski ultimat Srbiji. Ker Srbija v 48 urah ni izpolnila vseh zahtev, je Avstro-Ogrska 28. julija 1914 napovedala vojno Srbiji. Rusija, kot tradicionalna podpornica in zaveznica Srbije, je konec julija napovedala vojno Avstro-Ogrski in začela mobilizirati svojo vojsko proti Avstro-Ogrski. Nemčija, kot zaveznica Avstro-Ogrske, je na to reagirala z vojno napovedjo Rusiji in njeni zaveznici Franciji ter z napadom na nevtralno Belgijo in Luksemburg. Ker pa je za nevtralnost Belgije jamčila Velika Britanija, je ta napovedala vojno Nemčiji. V enem samem poletnem tednu leta 1914 se je celotna Evropa znašla v vojni. Tako je sprva majhen konflikt na Balkanu prerasel v vojno svetovnih razsežnosti. Že leta pred vojno sta se v Evropi oblikovali dve nasprotujoči si skupini držav, tako imenovani Antanta in centralne sile, ki sta tekmovali za gospodarsko, politično, vojaško in kolonialno prevlado v Evropi in po svetu. Antanto so sestavljala zavezništva med Francijo, Ruskim cesarstvom in Veliko Britanijo, centralne sile pa zavezništva med Nemškim cesarstvom, Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo. Kasneje v vojni sta se obema stranema pridružile še ostale države v Evropi in po svetu. Antanti so se pridružili še Japonska, Italija in ZDA, centralnim silam pa Otomansko cesarstvo in Bolgarija. Na frontah Prve svetovne vojne se je bojevalo okoli 60 milijonov vojakov. V celotnem obdobju Prve svetovne vojne jih je umrlo 9 milijonov, kar pomeni 6000 mrtvih vojakov na dan. Tudi ko govorimo o civilnih žrtvah, je številka zastrašujoča. Umrlo je 6 milijonov civilistov, največ zaradi lakote in bolezni. Razvoj novih orožij, kot so tanki, vojaška letala, bojne ladje, podmornice in topovi, je ponujal nove možnosti ubijanja, pohabljanja, uničevanja in zastraševanja. V Prvi svetovni vojni je bilo tudi prvič v zgodovini človeštva uporabljeno kemično orožje.
Zaradi vsesplošnega pomankanja ter grozot vojne se je v letih 1917 in 1918 na obeh straneh fronte začelo širiti nezadovoljstvo, ki je oznanjalo korenite družbene in politične spremembe. Novembra 1917 je v Rusiji izbruhnila oktobrska revolucija, zaradi katere je Rusija izstopila iz vojne. Naslednje leto so ji sledile od vojne izčrpane centralne sile. Otomansko cesarstvo je podpisalo premirje konec oktobra, Avstro-Ogrska 4. novembra in Nemčija 11. novembra 1918, s čimer se je vojna končala. Prva svetovna vojna se je uradno končala s podpisom Versajske mirovne pogodbe 28. junija 1919, natanko 5 let po atentatu na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Dokument je na novo razdelil svet in ljudi, navdal z upanjem, čeprav lažnim, zastavil je namreč pot k drugi svetovni vojni. Prva svetovna vojna je odnesla 4 velika cesarstva: rusko, nemško, avstro-ogrsko in otomansko, ter zavedno spremenila obliko Evrope. Na Balkanu je nastala nova država, kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Vplivala je tudi na svet, oznanila je zaton mogočnega britanskega imperija ter vzpon Združenih držav Amerike kot nove svetovne velesile. Z razpadom ruskega cesarstva so leta 1917 na oblast prišli komunisti. Prva svetovna vojna je bila vojna, ki je na novo oblikovala svet in 20. stoletje in še vedno kaže svoje posledice tudi v 21. stoletju. Toda vprašanje je, če nas je česa res naučila.